Dobro jutro, en prav lep kolesarski pozdrav. Jaz sem se danes odpravil proti Ajdovščini, kjer nameravam prestrešiti maraton Češen. Danes je 4. junij in že ob 9. dopoldan 24 stopinj Celzija. Precej je tudi vlage v zraku, tako da je kar dobro kuri. Za tiste, ki ne poznate, je maraton Češen netekmovalna kolesarska prireditev, ki teče od Ljubljane do Dobrovga v Goriških brdih. Uradno temu maratonu rečejo junaki vinogradov, trasa je pa dolga 108 km. Poteka vsako prvo soboto v juniju in tale letos je že 26. po vrsti. Letos je tale maraton po 2 letih spet v taki klasični obliki, zato ker je prejšnji 2 leti zaradi covida tale dirka odpadla in je potekala samo virtualno. Štart v Ljubljani je bil ob 8:30, tako da zdaj so nekje že mimo Logatca. Za organizacijo je zelo dobro poskrbljeno, organiziran je tudi kamionski prevoz koles od Ljubljane do Dobrovga in obratno. Tako da praktično nimate nobenega problema z logistiko. Moj današnji načrt je precej preprost in sicer grem do Ajdovščine. Tam imajo kolesarji dobre pol ure postanka. Odvisno od časa in kako bojo zapore ceste, bom mogoče naredil še nekaj vzpona proti Colu, potem se bom pa vrnil s češnjami nazaj v Novo Gorico. Ne glede na odlično organizacijo, je tale maraton za mojo krhko psiho še zmeraj preveč zahteven. Jaz sem rekreativec, ki najraje kolesari od točke A do točke kavč. Ko končam kolesarjenje, grem pod tuš in sem doma. Kakršnokoli prevažanje kolesa v Ljubljano ali pa na katero drugo izhodišče mi po domače povedano teži. Iz tega razloga verjetno nikoli ne bom odpeljal celih Češenj in maratona Franja tudi ne. Pa sem prišel do Ajdovščine, ura je 10 do 10, kar pomeni, da pridejo kolesarji v Ajdovščino točno čez 1 uro. To mi daje 1 uro časa za vsaj en kos vzpona proti Colu. Vzpon na Col je zahteven v prvih 2 kilometrih. Tam imamo 9% klanec. Po 4 ovinkih se pa cesta precej zravna in gre potem približno 4-5% naprej do Cola. S tem, ko se je umiril klanec, se je umiril tudi promet, tako da je vožnja prav prijetna in zelo lepo napredujem. Kmalu bom na polovici vzpona. Tukaj je pred 40 leti odnesel cesto plaz, zdaj pa lahko na tem podpornem zidu najdete vse relevantne informacije za območje Cola in gore. No, tukaj pri tej mitnici pa vem, da sem v zadnjem kilometru vzpona. Prve motoriste sem že videl, tukaj na Colu sem tudi naletel že na prvo zaporo ceste, ampak z vzponom sem opravil prej, ko so prišle češnje. Evo, in ta moment, ko sem parkiral tukaj lepo v senci, sem videl prvi avto, da je šel mimo, tako da bojo češnje vsak cajt tle. Bravo, bravo, dajmo! Ja, je kar precej kolesarjev, ampak nažalost pa skoraj nobenega navijača. Tukaj na tem delu ceste sem praktično sam. Dol nižje vidim še par domačinov in to je vse. Za organizacijo je zelo dobro poskrbljeno. Organiziran je tudi kamionski prevoz koles od Ljubljane do Dobrovga in obratno. Tako da praktično nimate nobenega problema z logistiko. Tale maraton je najbolj poznan ljudem, ki živijo na trasi Ljubljana-Dobrovo. Širše po Sloveniji pa ne vem.
Mogoče mi poveste vi, če ste že kdaj slišali za maraton Češenj oziroma za maraton Junaki vinogradov. Tle na tem spustu se kolona kar precej raztegne, hitrosti so velike, tudi do 70 na uro, ampak vidim, vsi kar dobro šibajo. Na začetku seveda pridejo specialke, pol kasneje pa tudi treki in gorska kolesa. Še kar jih je dosti. Zato, ker kolona se je v bistvu raztegnila že na vzponu iz Črnega vrha gor. Tam so tiste serpentine in kar precej klanca. Jaz na tem maratonu nisem nikoli uradno nastopal. Pred kakšnimi 10 leti sva šla s kolegom s kolesi od Cola do Ljubljane, kjer sva maraton prestregla in se vrnila z njim v Gorico. Drugač pa cele trase od Ljubljane do Dobroga nisem nikoli prevozil. Češnje so šle mimo, to je že navaden promet. Jaz bom zdaj tukaj na Colu natočil vodo, imam pa dobre pol ure časa, zato ker bojo imeli kolesarji v Ajdovščini postanek. Tukaj na Colu je dobrih 600 metrov nadmorske višine, kar pomeni, da sem premagal 500 metrov vzpona na 8 kilometrih, dobrih 6% povprečja. Ok, vodo sem natočil, zdaj se pa spustim dol v Ajdovščino in polovim češnje še do Nove Gorice. Evo, sem prišel v Ajdovščino. Vidim pripravljena vozila, zdaj bomo štartali proti Novi Gorici. Gremo počasi, ajde pa gremo. Prav točno zdaj ne vem, ampak se mi zdi, da je štartnina okrog 30 evrov. V Dobrovem pa dobite spominsko medaljo, pašto in verjetno tudi steklenico rebule. Za marsikjerega rekreativca je maraton Češenj njegova prva stotka v življenju. Glej, super, gremo, taka potovalna hitrost 30-31 na uro. Nažalost pa nobenega navijača v progi nikjer. Par, 3-4 ljudi sem videl, to je bilo pa vse. Evo, tako, super je bilo, sem se prebil z maratonom Češenj od Ajdovščine do Nove Gorice. Kar nekaj ljudi v pelotonu me je prepoznalo in pohvalilo moj kanal. Tako da sem jim še posebej hvaležen za to. Moram pa povedati, da je treba v tako veliki skupini kolesarjev res biti 100% skoncentriran in paziti na vožnjo, da ne bi prišlo do kakšne nesreče ali pa padca. Evo, super hitro smo prišli do Nove Gorice. Jaz bom spremil maraton Češenj še do Solkanskega mosta in jim zaželel srečno vožnjo v Goriška Brda. Zame je zadnji kilometer, za njih pa še zadnjih najtežjih 20. Tukaj še poiščem soprogo, ker je rekla, da bo navijala nekje na Solkanskem mostu. Evo jo, pa sem jo najdu. Evo, zdaj imajo pa še tle 10% vzpon in potem čez ta Sabotinski klanc na drugo stran v Dobrovo. Srečno vožnjo vsem! To je bilo moje bližnje srečanje z maratonom Češenj 2022. Tukaj v Solkanu sem jih zapustil. Imam popoldanske obveznosti, tako da ne morem iti z njimi do konca. Po 73 kilometrih in 3 urah 20 bom ta svoj izlet tukaj zaključil. Bravo, bravo, dajmo! Bravo, dajmo! Bravo!
Še malo, dajmo. Super ste, bravo. Hkrati bi se vam rad zahvalil za vse všečke, za komentarje, nove naročnike. Link od Strave bo spodaj v opisu videa. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau.